Danes bom na tem avtu menjal Lockit in hkrati naredil kratek video, kako se v bistvu vgradi skid shopa v Lockit. Preden se vrnemo v garažo, je pa verjetno dobro, da razložim, kaj sploh je Lockit. To je predelava sprednjega vzmetenja, ki vozniku omogoča dosti bolj agresivne manevre z avtom, kot jih vidite na teh klipih. To ponavadi obsega povečanje kota volana, pa tudi predelavo drugih geometrijskih lastnosti, kot so Ackermann, Caster, Kingpin Inclination in podobni. Na trgu je več različnih Lockitov, nekateri so zelo obsežni, v kitu dobiš pesto, roke pa še kak drug kos vzmetenja. Naš skid shopov je pa enostaven in zelo učinkovit. Gre za adapter. Ta adapter je pokazal zobe tudi na tekmovanjih, za sabo ima nekaj zmaganih lokalnih prvenstev in je tudi najbolj pogost Lockit, ki ga najdete na avtomobilih v Sloveniji in na Hrvaškem. Začeti je treba s tem, da avto dvigneš in da ga varno zavaruješ. E36 in E46 avto se dviguje za te plastične gobe. Tukaj E30-ke pa bodi si za ta del, kjer se prišraufa vzmetenje, ali pa za ta del, ki je pač pojačan za serijsko dvigalko. Če ga dviguješ nekje na random, na polovici, poškoduješ prak, tako da ne tega dela. Nekateri drift avti, kot je moj, imajo pa spredaj narejene jacking. Ta vijak služi za to, da lahko brezskrbno dvignemo avto. Vsi, ki nimate dostopa do lifta, lahko avto podlagate za jack standi s temi stojkami ali pa s kosom lesa za opravila, kot je današnje, ki pač ne rabi tega, da bi bil avto visoko dvignjen. Ko avto dvigne z dvigalko, je ful pomembno, da ga varno podstaviš. To lahko tudi probaš tako, da ga malo zdrmaš. Jack standi nikakor niso primerni za podlaganje pod te plastične gobe, zato ker te plastične gobe hitro zdrsnejo dol. Lesen kloc je dosti bolj primerna podlaga za podgobe. Jack stand pa ponavadi lepo paše na šasijo. Šasija je pač ta del karoserije, ki je v bistvu tukaj zato, da nosi cel sprednji del avta in ga povezuje s kabino. Ta avto že ima vgrajen Lockit, to je skid shopov adapter za večji kot. Zgleda približno tako. Na avtu je starejša generacija, danes ga bom pa zamenjal z novejšo verzijo, kot je ta. In tako verzijo lahko dobite tudi na shopu. Ta avto ima na sebi starejšo generacijo Lockita, ta je novejša, takšna, kot jo trenutno dobite na skid shopu. To je pa starejša, ki ima nekoliko slabšo geometrijo. Hotel sem s tem avtom v bistvu testirati, da se malo spomnim, kak je občutek za takšnim Lockitom in sem ugotovil, da sem 2 leti nazaj z razlogom začel izdelovati novejšo verzijo z malo bolj agresivno geometrijo. Zdaj za montažo ta novega je treba ta starega razstaviti. Kot če bi vgrajeval Lockit na avto, ki še nima Lockita, bi moral najprej odtegniti volanski končnik, potem pa roko. Original matice na volanskih končnikih so 16, kakšne aftermarket ponavadi 17. Te na roki so pa ali 18 ali 19. Ko sta oba končnika odtegnjena, pustiš matico na njih lih toliko, da ne poškoduješ navoja, če slučajno udariš mimo. Ta zglob je konusni zglob. To pa je zato, ker sta obremenjena pod enojnim strigom in konus omogoča to, da je ta vijačna zveza skozi pred napeta, brez da bi se pač vijak začel gibati v luknji. Prednjih ven stolčeš, je dobro odtegniti ta dva vijaka, zato da pol, ko bo pesto plavalo po zraku, ti v bistvu ne pobegne, pa zadane kam v kolotek, pa še bolj počoha koloteka, kot bi bilo treba.
Nov adapter dobiš z novimi vijaki in pa to pušo. Ta puša je pomembna zato, da locira konus na pestu. Spredaj ni dobene puše, je pa ena podložka. In montaža izgleda tako, da adapter prisloniš na pesto. Podložka spredaj gre med pesto in med adapter. Matica pride od zgoraj. Najprej je treba zategniti zadnjo matico, zato da se ta puša locira v konusu, potem še tega sprednjega, da se adapter pomakne zraven k pestu. Zdaj so tudi vsi končniki zategnjeni. Če uporabljate rabljene matice, dajte jih malo namazati z Loctitom srednje moči, da se slučajno kaj ne bo odtegovalo. V originalu so vse matice samovarovalne, to pomeni, da ko enkrat zategneš, se načeloma ne odtegne, saj to preprečuje ali plastični obroček ali pa ta kovinska prerobnica na koncu, ki je malo stisnjena v oval. Če se vam končnik, ko zategujete matico, vrti, pomeni, da je končnik rabljen. Če nima zračnosti, to ni problem, lahko si pa pomagaš enostavno tak, da ga malo nabiješ v konus in potem zateguješ matico. Alternativno lahko spodaj nekaj podložiš, kot je dvigalka, pa ga malo stisneš v konus, da ga zategneš. Zdaj je adapter zmontiran, sledi optika. Za vse, ki uporabljate adapter na originalnih rokah, to pomeni E36 in E30 šasije na original rokah, pa tudi E46 šasije na original rokah, morate skrajšati zunanji in notranji volanski končnik za 10 do 12 mm, zato da še vedno lahko nastavite stek na 0, kar je dober baseline. Za vse, ki pa na E36 in E30 šasijah uporabljate E46 roke, pa lahko pustite zunanji in notranji končnik v original dolžini. Jaz uporabljam original dolžino, vendar brez konusa, zato da je nastavitev na progi lažja in tudi demontaža je s tem pač hitrejša, če bi prišlo do poškodbe. Zdaj, ko je avto dvignjen, je tu dobra prilika, da preverim vse te vijake, da se ni kaj otegnilo. Zdaj smo bili v Ljubečni, kjer sem z avtom tudi skakal, kar se pa pozna tukaj. Avto je precej znižen, za poligon kot je Ljubečna ga bi mogel za par centimetrov dvigniti, da ne bi ribo po kolo tekel. Poleg Locita dobite tudi navodila za vgradnjo in ta video naj služi samo kot vizualizacija vgradnje. To je ključna komponenta vzmetenja na avtomobilu in nepravilna vgradnja lahko pomeni poškodbo vas ali vašega avta, tako da previdno pri tem. Je pa tudi pomembno poudariti to, da je ta Locit namenjen za uporabo na progah in nima TUV certifikata in podobnih stvari, ki bile potrebne za homologacijo za cestno uporabo. Z vami sem bil Erik, to je bila vgradnja skid shopovega Locita. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.